Folikularni limfomi so indolentni ali nizkomaligni B-celični nehodžkinovi limfomi. Spadajo po pogostosti na drugo mesto med B-celičnimi limfomi, in sicer predstavljajo 20% vseh nehodžkinovih limfomov in 70% vseh indolentnih nehodžkinovih limfomov. Bolezen nastane zaradi nenadzorovanega razraščanja B-limfocitov v kostnem mozgu, v bezgavkah, v nelimfatičnih organih in tudi v vranici. Med dejavniki tveganja se omenjajo infektivni agensi, potem strupi, določena stanja z znižano imunsko odpornostjo. Med dejavniki tveganja se omenja tudi način življenja in pa pozitivna družinska anamneza, torej ožji sorodniki bolnikov, ki so zboleli za folikularnim limfomom, vendar brez jasnega dokaza. Ob diagnozi so bolniki stari povprečno 60 let. Pogosteje zbolevajo ženske. Bolezen je zelo redka pri otrocih in mladostnikih. Incidenca narašča s starostjo. Za bolezen so značilne povečane številne majhne pomične bezgavke, ki jih bolniki lahko opažajo že več let, preden sploh pridejo do zdravnika. Ob diagnozi imajo lahko seveda bezgavke tudi v medpljučnem prostoru. Bezgavke so pogoste v trebuhu, lahko imajo povečano vranico, ob razširjeni bolezni imajo lahko B-simptome, ki se kažejo kot povišana temperatura nad 38, profuzno nočno potenje, lahko tudi hujšanje, več kot 10% telesne teže. Bolniki imajo lahko plevralni izliv ali ascites, to je voda v pljučih oziroma voda v trebuhu. Lahko imajo tudi spremembe v krvni sliki, ki nastanejo zaradi obsežne infiltracije kostnega mozga. Sum na limfom potrdimo s tankoigelno punkcijo ene od povečanih perifernih bezgavk. Diagnozo pa potrdimo s histopatološkim pregledom bezgavke ali delca oziroma vzorca tkiva, ki ga vzame patolog in pogleda pod mikroskopom. Bolniki nato opravijo vso ostalo diagnostiko za zamejitev bolezni, med katero spada natančna anamneza, status in laboratorijske preiskave, slikanje pljuč, globinsko slikanje vratu, prsnega koša in trebuha, PET-CT preiskava, kar je pozitronska emisijska tomografija, in punkcija in biopsija kostnega mozga. Na podlagi izvidov teh preiskav postavimo stadij bolezni in se odločimo o specifičnem zdravljenju. Za folikularni limfom je značilno, da je večina bolnikov odkritih v razširjenem stadiju bolezni, kar pomeni, da ima že več kot 80% bolnikov infiltriran kostni mozeg, kar pomeni stadij 4 bolezni. Zdaj, stadij 1 ali 2 je lokalno omejena bolezen, ki pomeni prizadete bezgavke v eni bezgavčni loži ali v 2 bezgavčnih ložah na isti strani trebušne prepone. Stadij 3 pomeni prizadetost bezgavk oziroma lahko tudi nelimfatičen organ na obeh straneh trebušne prepone. Stadij 4 pomeni infiltracijo pomembnih vitalnih organov, kot so jetra, pljuča, kostni mozeg, likvor ali pozitivni plevralni izliv oziroma ascites. Pred uvedbo zdravljenja je pomembno vedeti, da je folikularni limfom kronična, počasi potekajoča bolezen, ki traja ponavadi 15 do 20 let. Pri nekaterih bolnikih bolezen poteka hitro, s hitrim večanjem bezgavk, pri drugih bolnikih bezgavke stojijo dalj časa in se tekom let nekoliko večajo ali manjšajo. Bolezen je ponavadi ob diagnozi razširjena. Z zdravljenjem se ne mudi, kar pomeni, da se za zdravljenje ne odločimo, dokler bolnik nima težav v zvezi z boleznijo. Randomizirane raziskave niso pokazale, da bi predčasna uvedba zdravljenja vplivala na izhod bolezni oziroma na preživetje. Pri bolnikih, ki nimajo simptomov, imajo normalno krvno sliko, nimajo večjih paketov bezgavk, se odločimo za observacijo in redne kontrole v ambulanti. Pri bolnikih, ki imajo simptome,
kar pomeni, da imajo obe simptome, so utrujeni zaradi bolezni, imajo večje pakete bezgavk in spremembo v krvni sliki, se odločimo za specifično zdravljenje. Pri redkih bolnikih lahko bolezen spontano regredira. Takšnih bolnikov je približno 10 do 12%. Kadar se odločimo za observacijo, bolnika seveda redno naročamo na ambulantne preglede na 4 do 6 mesecev in jih redno sledimo s pregledi, laboratorijskimi izvidi in slikovno diagnostiko, kot je ultrazvok trebuha in slikanje pljuč. Bolniki se nekako navadijo na te redne preglede in ambulantne kontrole. Sprva so sicer nezadovoljni, ker mislijo, da zamujamo z zdravljenjem, vendar potem ugotovijo, da je to naravni potek bolezni. Da se bezgavke lahko vmes povečajo, na primer respiratornih okužbah ali vnetjih, in se nato ponovno zmanjšajo. Takšna observacija lahko poteka več let, preden pridejo bolniki do specifičnega zdravljenja. Bolnikom v času observacije svetujemo zdrav način življenja, usmerimo jih k dietetiku, ki jih pouči o pravilni prehrani. Skušamo pa jih vključiti tudi v program celostne rehabilitacije, kjer jih podučijo o aktivnem načinu življenja in jih spodbujamo k redni telesni vadbi. Prvo zdravljenje bolnikov s simptomi je ponavadi kemoimunoterapija, torej kombinacija anti-CD20 monoklonalnega protitelesa s kemoterapijo. Včasih se odločimo za obsevanje, in sicer kratkotrajno obsevanje z dozo 2x2 greja pri bolnikih, ki imajo povečane periferne bezgavke in niso življenjsko ogroženi. Cilj zdravljenja je zazdravitev oziroma remisija bolezni. Pogoste so ponovitve. Ob ponovitvah imamo ponovno nove možnosti pristopa k zdravljenju. Vkolikor so ponovitve brez simptomov, bolniki nimajo ob tem težav, se ponovno odločimo za observacijo. Lahko se odločimo za obsevanje z nizko dozo 2x2 greja. Vkolikor gre za lokalno ponovitev, torej samo na enem mestu, se odločimo za obsevanje. Vkolikor je ponovitev sistemska, razširjena in ima bolnik simptome, se odločimo za kemoimunoterapijo drugega reda. Pri mlajših bolnikih, pri katerih se bolezen ponovi in dosežemo drugo zazdravitev oziroma remisijo bolezni, se odločimo za zaključek zdravljenja z avtologno presaditvijo krvotvornih matičnih celic, ki se je izkazala za učinkovito zdravljenje in vodi celo v ozdravitev. Med zgodnje zaplete zdravljenja spadajo posledice dajanja kemoimunoterapije. To je poslabšanje krvne slike v smislu padca levkocitov in nevtrofilcev, kar povzroča nagnjenost in nevarnost okužb, padec hemoglobina oziroma slabokrvnost in pa padec trombocitov oziroma krvnih ploščic, ki pomeni nagnjenost k krvavitvam. Med zapleti so pogosti tudi stomatitisi oziroma vnetje ustne sluznice. Lahko se pojavlja vnetje pljuč oziroma pnevmonitis zaradi določenih zdravil in pa poslabšanje srčne funkcije, prav tako zaradi določenih citostatikov. Med zapleti opažamo tudi odsotnost menstruacije in neplodnost. Med dolgoročnimi zapleti pa nastanek drugih rakov in mielodisplastičnega sindroma. Vse te zaplete dobro rešujemo in imamo učinkovita zdravila, tako da so hujši zapleti, sploh pri zdravljenju folikularnega limfoma, redki. Po večjih ponovitvah bolezni se odločimo za kemoimunoterapijo drugega ali tretjega reda, za paliativne kemioterapije in novejša tarčna zdravila. Med novejša monoklonalna protitelesa drugega reda, ki so prav tako usmerjena proti CD20 antigenu, je obinutuzumab, to je prav tako proti CD20 usmerjeno monoklonalno protitelo novejšega reda, ki ga kombiniramo s kemoterapijo. Med novejša zdravila, tarčna zdravila, spada
lenalidomid, ki je imunomodulator v kombinaciji z rituximabom. In pa še eno zdravilo, ki se imenuje Idelalisib. To je zaviralec kinaz, ki z zaviranjem signalnih poti v B limfocitu vodi v smrt B limfocita. Zdravilo ima kar nekaj resnih stranskih učinkov, zato zelo premislimo, kateri bolnik je primeren za tovrstno zdravljenje. Moje izkušnje kažejo, da imajo bolniki s folikularnim limfomom dolgoletno preživetje, da živijo kvalitetno življenje, dolgo časa brez specifičnega zdravljenja. Ko pa je le to potrebno, se za specifično zdravljenje odločimo in ponavadi v več kot 80% bolezni pride do zazdravitve oziroma celo ozdravitve.